Godci. Nekoč je živel mož, ki je imel starega zvestega osla. Osel mu je dolga leta nosil vreče v mlin in težke košare. Prišel pa je čas, ko so mu moči začele pešati in je bil za delo vsak dan manj sposoben. Tedaj je njegov gospodar sklenil, da mu ne bo več dajal hrane. Osel, ki je opazil, da se mu slabo obeta, je pobegnil od doma. Razmišljal je, kako naj si zdaj služi kruh, in sklenil, da bo odšel v najbližje mesto in postal mestni godec. Ko je tako nekaj časa hodil sam in žalosten, je ob cesti srečal starega lovskega psa. Ležal je in sopihal, kot da je močno utrujen. Osel se je ustavil ob njem. Ja, kaj pa sopihaš, kot riba, ki lovi zrak? Zato, ker sem star in mi moči vsak dan bolj pešajo. Ker na lovu ne morem več tako teči za zajcem, me je gospodar hotel ustreliti. Zato sem jo popihal. Zdaj pa ne vem, s čim naj si zaslužim vsakdanjo hrano. Veš kaj? Jaz sem se namenil v mesto in postal bom mestni godec. Kar z menoj pojdi. Jaz bom igral na plunko, ti pa boš tolkel na pavko. Pes je bil zadovoljen in je šel z njim. Nista dolgo hodila, ko sta ob poti zagledala črnega mačka. Iz oči so mu tekle velike solze in kremžil se je, da je bilo joj. Osel je sklonil glavo k njemu. Kaj se ti je pripetilo, stari brkač? Miau, za glavo mi gre. Miau. Kdo ti pa hoče kaj hudega? Miau, kmalu bom star 10 let. Miau, zobje so se mi skrhali in rajši sedim za pečjo. Miau, kot da bi lovil miši. Zato me je hotela gospodinja utopiti. Komaj sem odnesel celo kožo. Miau, ampak zdaj ne vem, kam naj grem. Miau, mehkega kotička za ostarelega mačka ni mogoče najti. Miau. Pojdi z nama v mesto, saj se vendar spoznaš na nočno godbo. Lahko bi postal mestni godec. Tako kot midva. Mačku se je ta nasvet zdel kar dober in napotil se je z njima v mesto. Pot jih je kmalu pripeljala mimo kmetije. Na plotu je sedel pisan domači petelin in se drl na vse pretege. Ustavili so se pred plotom in osel je pokimal z glavo. Ja, saj se dereš, da je groza in strah. Kje pa gori, da moraš tako kikirikati? Sramotna nehvaležnost! Vedno sem gospodini napovedoval vreme, da je lahko sušila perilo, pa mi kljub temu noče prizanesti. Jutri bodo gostje v hiši in je kuharici že naročila, naj mi odseka glavo in iz mene naredi juho. Zato kikirikam na vse grlo, dokler še imam glavo. Ti rdeče glavec, pojdi rajši z nami. Kaj boljšega od smrti boš že našel? Mestno godbo sestavljamo, ti pa imaš izvrsten glas. Petelinu je bil predlog všeč, skočil je s plota in vsi štirje so skupaj nadaljevali pot. Vendar je bilo mesto še daleč. Ko se je znočilo, so prišli do gostega gozda in osel je kot vodja modro premislil. Poslušajte, prijatelji moji, vsi smo že precej v letih, zato ne bomo pretiravali in po noči tudi ni dobro potovati. Prenočili bomo v gozdu, zjutraj pa lahko nadaljujemo pot. Poiskali so si vsak svoje prenočišče. Osel in pes sta legla pod drevo, maček je splezal na eno izmed spodnjih vej, petelin pa je zlezel prav na vrh drevesa. Preden pa je zaspal, se je še enkrat obrnil na vse 4 strani. Tedaj se mu je zazdelo, da vidi nedaleč v gozdu brleti luč. Zaklical je svojim tovarišem, da vidi luč. Posvetovali so se. Kljub pozni uri se moramo napotiti tja.
Tukaj ni nič kaj udobno za naše stare kosti. Vlažno je in piha. Uf, se strinjam. Meni bi prav teknilo nekaj debelih kosti z malo mesa. Mijav, kako bi se mi prilegal topel kotiček pri peči. Veliko raje bi imel streho nad glavo, kot da me veter ziblje v krošnji. Odpravili so se torej skozi temni gozd, tja, kjer se je svetlikala lučka. Prispeli so pred razsvetljeno hišo razbojnikov. Osel, ki je bil največji, se je skozi grmovje približal oknu in pogledal v hišo. Kaj vidiš, sivček? Kakšno veselje. Vidim bogato obloženo mizo. Na njej obilo dobre jedače in pijače. Razbojniki sedijo za mizo in se imenitno zabavajo. Mijav, a jih je veliko? Vidim 3. Eden ima velike brke in koničast klobuk s peresom. Ta bo verjetno njihov poglavar. Drugi je videti zloben cepec s črno vezo čez levo oko. Tretji sivo grivo in raztrgano suknjo, pa je verjetno pravi bedak. Prav dobro se jim godi. Uf, pa še na toplem sedijo. To bi bilo pravo prenočišče za nas. Mijav, da bi bil sit in bi lahko predal ob ognju. Mijav. Prijatelji so se posvetovali, kako bi razbojnike pregnali iz hiše in sklenili takole. Osel je stopil s prednjimi nogami na okensko polico, pes je skočil oslu na hrbet, maček je zlezel na psa, Petelin pa je skočil mačku na glavo. Ko so se tako postavili, so na znak vsak po svoje zaigrali. Osel je na vse pretege rigal, pes je srdito lajal, maček je presunljivo mijavkal, Petelin pa je kikirikal, da je bilo joj. Potem so planili skozi okno v izbo, da so se šipe razletele na koščke. Prestrašeni razbojniki so zavpili od groze, prevrnili stole, polili vino in zbežali iz hiše. Bili so prepričani, da je v hišo planila strašna pošast. Ucvrli so jo v gozd, kakor so jih noge nesle. Hiša je bila prazna in prijatelji so se zbrali pri mizi in pospravili vse, kar so razbojniki pustili. Ko so se 4 godci najedli, so ugasnili luč in legli k počitku. Minila je polnoč. Ko so razbojniki videli, da luč v hiši ne gori več in da je vse mirno, jih je poglavar zbral na posvet. Veste kaj, ne bi smeli pustiti, da nas nekdo takole ukane. Ti, pojdi pogledat, kaj se dogaja. Temu miru nič kaj ne zaupam. Razbojnik z bebastim obrazom se je po prstih priplazil do hiše. Ko je videl, da je vse mirno, je šel v kuhinjo, da bi prižgal luč. Ker je imel ognjeno žareče mačkove oči za oglje, je k njim pritaknil žigalico. Maček pa ni poznal šale. Skočil je razbojniku v obraz, puhal je, praskal in pihal. Razbojnik se je hudo ustrašil. Tekal je sem in tja, da bi jo popihal skozi zadnja vrata. Tam pa je ležal pes, ki je planil po konci in mu zasadil ostre zobe v nogo. Ko je razbojnik dirjal čez dvorišče, mimo kupa gnoja, je že nanj čakal osel in ga s kopitom krepko brcnil. Petelin pa, ki ga je ves trušč zdramil iz spanca, je splotana ves glas zakikirikal. Ves iz sebe od groze in ves upehan je razbojnik pritekel do poglavarja. V našo hišo se je naselil hudič z vsem peklenskim spremstvom. Pri ognjišču sedi grozna čarovnica, ki me je zlobno pogledala z zelenimi očmi in mi z dolgimi nohti razpraskala obraz. Pred vrati stoji močan mož, ki me je z nožem zabodel v nogo. Na dvorišču leži črna pošast, ki me je udarila s kolom. Na strehi pa sedi sodnik in kar naprej vpije: Priženite barabo, priženite barabo. Komaj sem ušel.
Razbojniki po vsem tem niso imeli toliko poguma, da bi se vrnili v hišo. 4 prijatelji, ki so hoteli biti mestni godci, pa so se v njej počutili tako dobro, da je sploh niso več zapustili.